Torej, dobro večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Nocoj se bomo posvetili konfliktu na Bližnjem vzhodu, ker, kot bomo videli, se nadaljuje. Govorili bomo tudi o taktičnih vprašanjih. Rakete na bazi Diego Garcia, znamenita raketa na F-35, pa tudi o tem, kaj se dogaja na politični ravni. Ker se veliko dogaja, odprava marincev in prihod ladje Tripoli, ki je prispela v Diego Garcia, ter se z 2 ladjama približuje območju. Govorimo tudi o tem, da se je zelo spremenilo ciljanje. V zadnjih 72 urah Američani in Izraelci močno napadajo iranske kopenske sile. Res je tudi, da mornarica praktično ne obstaja več. Na koncu so uničili več kot 140 ladij, med čolni in ladjami površinske flote. Maggiore. Govorili bomo tudi o strategiji, kot v prejšnjih epizodah. Povedali smo, da Iran udari po zalivskih državah, da bi te pritiskale na Združene države Amerike. In to je delovalo vse do pred približno 2 dnevoma. Odkar so se nekatere države, med njimi Katar in druge, pritožile, da bo za ponovno aktivacijo nekaterih, na primer enega od sistemov za utekočinjen plin, potrebna 3 leta. In potem bomo pokazali, zakaj se tako zelo bojijo, ker imajo ogromne strateške ranljivosti, povezane z nekaterimi obrati, ki predstavljajo 30% energetske proizvodnje ali razsoljevanja, take stvari. Dogaja se, kar smo napovedali. Iranska strategija te države ne pritiska le na Američane, ampak lahko neposredno postanejo del rdeče linije. In postanejo udeleženci le zato, da zaključijo zgodbo, saj vedo, da Američani tega ne zmorejo. Pojasnili bomo, zakaj iranske strategije ni mogoče onesposobiti le z zračnimi silami, zaradi znanih predorov in mozaikaste obrambe. V prvem tednu smo opazili upad izstreljevanja raket in dronov, nato pa ponovno povečanje. In zdaj, za božjo voljo, to niso več tisti količine kot nekoč, ampak gre za okoli 100 dronov, 30-40 raket, vendar so stalni. Nenehno uporabljajo taktiko ustreli in pobegni. Tovornjaki streli in se nato vrne. In teh imajo resnično neomejene količine. Najprej začnimo z političnimi in marketinškimi vprašanji. Saj nekateri špekulirajo zaradi te vojne in ne glede na Trumpove provokacije, so se zgodili resnično veliki premiki. Leonardo Lanzaro je za tehnična vprašanja, Eduardo Fontano prav tako, Daniel Moore za politična vprašanja glede Amerike. Prosim, Daniel. Začnimo prav z izjavo Trumpa, kjer pravi, da so imeli dolg, produktiven pogovor glede popolne in popolnoma celovite rešitve sovražnosti na Bližnjem vzhodu. Seveda govori o Irancih, čez 2 uri pa Iranci rečejo: mi nismo govorili z nikomer in nekaj se je zgodilo. Prosim. Hvala za povabilo. Torej, začnimo kar s tem, ker je Trump končal govoriti pred 8 minutami v Beli hiši in se je vrnil na to temo. In torej, on je v bistvu rekel, da govorimo s 3. generacijo. Najprej je ubil prvo skupino, nato drugo, zdaj ostaja 3. Govoril je o tej skupini kot o nekakšni skupini najstnikov, malo fanatičnih, ampak v bistvu bitja, kot pravijo v Rimu. Bistvo je, da so na tem področju najaktivnejše 3 države: Egipt, Turčija in Pakistan. Moj vtis, tudi glede na to, kar se govori v Washingtonu, je, da so srečanja bila verjetno ne v neposredni obliki, ampak sporočilo je popolnoma jasno. On se je znašel v situaciji, v kateri, kot vidite tudi iz anket, je v zadnjih dneh padel kot kamen. V kateri je bil očitno prepričan, zdaj je to splošno mnenje, da bo zadevo rešil po venezuelsko. Ugotovil je, da ti nimajo nobenega namena popustiti, ampak kot si rekel ti, tudi države v zalivu niso zaznale
kako drastičen bi lahko bil odziv Irana, ko bi bil napaden. To mu je povzročilo velik problem v zalivu in še več. Ampak vi vidite, še posebej, ko greste v Azijo, da ta situacija pomanjkanja nafte, energije in tako naprej povzroča škodo celemu svetu. On na tem srečanju, ki je trajalo približno 40 minut in se je končalo pred nekaj minutami, ni govoril. Ni govoril o vprašanjih inflacije, življenjskih stroškov, ker ga to sploh ne zanima, da bi to izpostavil. Ni govoril o Libanonu. Če želite, potem bomo poskušali razumeti. Trumpa je pogosto treba razumeti po tem, česar ne pove, ne po tem, kar pove. Ni omenil Izraela ali Libanona, razen ko so mu dovolili govoriti za 2 minuti. Vemo, da je Trump nekdo, ki lahko prenese največ od drugega. To je le nekaj minut. Rekel je, da je to popolnoma ameriška operacija z Izraelci. Exet je rekel, da zmagujejo z veliko prednostjo in da še nikoli niso bili tako dobri. Vztrajajo, da imajo najpomembnejše oborožene sile na svetu. Naredil je samo eno svojo običajno šalo o Ukrajini, torej Zelenski, Putin. Bil sem prepričan, da bom rešil stvar, ampak teh dveh si res nisem predstavljal. Da se res sovražita, pravi, ampak lej, res se sovražita. Bistvo je, da je moj vtis, to povem kot star novinar, star v vseh pomenih, da je ta italijanski večer, ameriško popoldne, bo pokazal, kaj se bo zgodilo naslednjih dneh. Mislim, nam je naredil vtis, da tam ni bil bahal, v smislu, da objektivno ni mogel reči, ali mu bo uspelo ali ne. Povem še zadnje, saj ste na to vi strokovnjaki za vojaške zadeve. Torej, kot je rekel Mirko, prihajajo padalci. Tam zadeva je lahko pritisk na te pogovore, ki jih omenjajo. Po mojem mnenju so v tej fazi posredni. Vsak, ki spremlja ta kanal, ve, da se vse dogaja okoli predsednika parlamenta, za katerega ni jasno, do katere mere. Zdi se kot neka iranska različica dvojca Wittkok-Kučner. Videti sta kot Toto in Pepino, ki jo pošiljajo po svetu, brez tolmača, brez zemljevidov, da govorita o nečem, česar nihče ne razume. In potem se izkaže, da Iranci v resnici sploh nimajo namena odreči se jedrskemu orožju. Na to je vztrajal 56-krat. Iran se mora odpovedati jedrskemu orožju. O tem sploh ne pride v poštev. Sem rekel ne. In sem rekel ne, naj se potem sami odločijo, to je vse. Torej, povežimo nekaj točk, ker je v besedilu, ki sem vam ga prej pokazal od Trumpa, tudi en drugoten del. Spomnite se, da so možje nastavili past, da je prišel govoriti. In potem so Izraelci izkoristili priložnost, da so jih napadli. Tako da, po mojem mnenju, gredo precej ob steni. Obstaja ogromen strateški problem. Tu so ranljivosti, ki jih imajo Bahrajn, Katar, Kuvajt, Združeni arabski emirati, Izrael, Saudska Arabija, Oman, Jordanija in Irak, saj so zelo odvisni od ene same naprave, v smislu, da imajo vsi vsaj eno napravo. V primeru Bahrajna imajo celo 3 naprave, ki predstavljajo skoraj 30% pitne vode, razsoljene vode in električne energije. Če v Bahrajnu zadeneš te 3 naprave, jim odvzameš 30% pitne vode, razsoljene vode in električne energije. Katar ima približno enake ranljivosti, kot vidite, ima večina držav prav tovrstne ranljivosti. V Trumpovem sporočilu, v drugi fazi, piše: jaz sem nehal, zdaj vas vračam tja. Tako da bomo prebrali. Ustavil sem napade za 5 dni. Vojna bo popol praktično za 5 dni.
proti iranskim energetskim centralam, energetskim objektom. Kaj se zgodi, če bo čez 5 dni začel napadati te energetske objekte? Zelo verjetno bodo Iranci storili enako državam v zalivu. Države v zalivu si tega ne morejo privoščiti zaradi notranje ranljivosti. Obstaja tudi sprememba iranska strategija pritiskanja, povzročanja škode zalivskim monarhijam, da bi pritiskali na Američane. Zdaj jih postopoma vodi k temu, da postanejo aktivni. Zadnje novice, če želite razpravljati, Leonardo in Edoardo, se nanašajo prav na to, da Saudska Arabija ni več pasivna, da ne odgovarjajo, ampak si pridržujejo možnost odgovora. Zdi se, da pritiskajo na Američane, da bi to končali in celo sodelovali. Enako velja za Združene arabske emirate. Če začneta dva, pridejo tudi vsi ostali. Ker obstaja veliko tveganje, da bo čez 5 dni napadel energetski sistem, oni verjetno vedo, da bodo te sisteme izgubili. Ker nihče nima ničesar za izgubiti, se tam res lahko zgodi. Patatrac, kjer se vojna resnično odpre vsem državam in ne le v pasivni obrambni vlogi. In to je, mislim, najbolj grozen scenarij, ki si ga lahko predstavljamo. Ker vemo, da bodo Američani prej ali slej popustili in te monarhije se bodo znašle v neskončni vojni proti Iranu. Ja, ampak se strinjam s tem, kar si pravkar povedal, tudi jaz tako vidim. Pozdrav vsem, oprostite, nisem imel prej časa. Tudi jaz vidim ta trend. Torej, države zaliva se zdi, da so bistveno bliže temu, da bi neposredno vstopile v ta konflikt. Torej, celo z izvajanjem ofenzivnih napadov s svojimi zračnimi silami, skratka z neposredno udeležbo v operacijah. Glede tega pa bi najprej komentiral, da so vse te države, pravzaprav vse, že precej vpletene v ta konflikt, ne samo v smislu, da so bile napadene strani iranskega povračilnega napada. Ampak živijo v nekakšnem limbu, kjer njihovo ozemlje vseeno uporabljajo Združene države Amerike. Hočeš, da ga preletavajo celo v nekaterih primerih za uporabo letalskih baz. Vedno je bilo to nekoliko, recimo, zanikano, ampak na koncu je v teh tednih prišlo na dan celo ena najbolj uporabljenih letalskih baz. Tukaj celo pa pridemo v Jordanijo. Prav v Jordaniji je torej ena najbolj uporabljenih letalskih baz ameriškega letalstva. Je v Jordaniji eni od držav, ki je mimogrede na začetku vojne rekla, mi smo nevtralni. Tako da vsi živijo v nekakšnem limbu. Z dodatkom nekaj, kar je bilo potem recimo v zadnjih dneh še bolj dokumentirano, več zalivskih držav je dovolilo izstrelitev naslednikov raket ATACMS. V nekaterih primerih, skratka, iz ameriških sistemov HIMARS z svojega ozemlja. In to se je seveda zgodilo od tam, ker z drugih krajev ne bi dosegli cilja. Tako obstajajo tudi videoposnetki. Torej, ta predpostavka pomeni, da obstaja tveganje za stopnjevanje. Z vidika opazovanja zračnih in raketnih sil teh držav, ki bi sodelovale v ofenzivnih, ne le obrambnih akcijah na svojih ozemljih. Seveda, ampak kakorkoli že, po mojem mnenju so že precej vpleteni, ravnotežja se verjetno ne bi bistveno spremenila, ker ne mislim, da, morda bom o tem vprašal tudi Leonarda za mnenje, ne mislim, da bi arzenali, torej natančno strelivo in municija teh držav, lahko naredili razliko pri napadanju tistih ciljev, ki so danes pomembni. Torej podzemne raketne baze in podobno. Zato mislim, da ne bi mogli narediti veliko več, kot že počnejo seveda Združene države in Izrael. Po drugi strani pa, kot je Milko pravilno opozoril, obstaja tveganje, da bi utrpeli kritično škodo na infrastrukturi, na resnično ključni infrastrukturi, ki so jih že v prvem tednu iranskih povračilnih ukrepov nekoliko prizadele. Kot pravi en moški z norcem, ne mrtvecem,
torej te zalivske države. Prva povračilna akcija se je zgodila, vsi smo jo videli in po mojem mnenju ni bila izvedena z namenom zadeti naprave za razsoljevanje. Niso neposredno napadali ključne infrastrukture, a so dokazali, da lahko zadenejo številne lokacije. Te kraje naj bi teoretično varovali najnaprednejši protibalistični sistemi ali pomembna zračna obramba. Kaj to pomeni? Da povem, da če se resnično preizkusi vse možnosti in če se ti državi neposredno pridružita konfliktu. Kot ste rekli, se tudi jaz strinjam, da obstaja realna možnost poškodb ali napadov na te infrastrukture. Ker v prvih dneh niso pokazali, da bi znali dovolj dobro braniti pred tovrstnimi iranskimi napadi. Veliko bo odvisno od zalog in iranske sposobnosti izstreljevanja raket ter dronov, ki pa se zdi, da jih za zdaj še vedno ohranjajo na nevarni ravni. Zdaj sem jaz na vrsti. Ja, pozdrav vsem. Ja, popolnoma prav imaš. Povedal bom takole. Ko se je ta zgodba začela, je imel Iran dve možni strategiji. Prva je bila napad na vojaške cilje. To je pomenilo, da bi uporabili vse proti bazam v območju zaliva. Torej, to je bil en pristop, ne ravno asimetričen, ampak nekoliko manj. In potem druga možnost, napast tudi civilne cilje. Da bi naredili to, kar se je potem zgodilo. Torej, izvajati politični in diplomatski pritisk na države v zalivu, na terenu, tako da bi prizadeli prebivalstvo, občutek varnosti, smisel tega, kar se počne na politični ravni, in pritiskati na Washington, da bi prenehal s tem napadom na izbrano tarčo. Druga, bolj strateška možnost. Žrtvovali so del arzenala, ki bi ga lahko uporabili za napad na bazo Salti v Jordaniji ali drugo ameriško bazo v regiji. Za politični pritisk. Prav ali narobe? Po eni strani bi lahko z večjo silo napadli vojaške cilje, da bi imeli manj stvari, ki bi jih ogrožale, ker priznaš, da začneš napadati, kot se je že zgodilo, več letal za oskrbo, več lovcev bombnikov, več, te stvari te manj ogrožajo. Namesto tega so izbrali bolj političen, strateški pristop. Ima smisel, ne vem, če bo delovalo. To, kar smo z Mirkom govorila že od začetka, je bila ta bolj strateška izbira Irana, ki ima smisel, je nevarno, se lahko dobiš več sovražnikov. Na začetku so države zaliva odgovorile z znano ostro protestno noto, ki je všeč generalu Capetiniju, in niso povedale kaj dosti več. Zdaj, po nekaj tednih, vidite, že začenjamo opažati nekoga, ki postaja nestrpen in bi rad vojaško posredoval. Saudova Arabija ima morda najboljšo zračno silo v zalivski regiji. Tista z več tradicije in usposabljanja, ne vem koliko, ker osebe ne bom omenjal, ki meni, da so zračne sile Katarja in Združenih arabskih emiratov bolj za parado kot za kaj resnega, saj nimajo pravih operativnih sposobnosti, imajo sicer lepa letala in orožje, a niso sposobni izvesti misij. Ne vem, ampak tudi meni se poradvam. Na tej točki mora Iran, in s tem zaključujem, potegniti črto pod svojo strateško izbiro. Ali je ravnal prav ali narobe? Kmalu bomo izvedeli, saj smo v zadnjem času opazili več napadov na Izrael. Pravim ti, Mirko, dejavnost se je premaknila. Pokazavamo grafiko, ki je številčno nekoliko zmedena. Pripravila jo je Anadolu, turška organizacija, ki morda pretirava. Zgodba je neizpodbitna, zato ne glejte številk, ki so po mojem mnenju večje kot pri drugih virih. Nedvomno smo med februarjem 28 in marcem 15 videli Iran napadati, glejte, puščice. Približno so razporejeni malo k vsem, precej proti Združenim arabskim emiratom, kar precej proti Kuvajtu, NATO, Saudska Arabija, Bahrajn in tako dalje. Če opazite, od 16-18 marca naprej
so praktično prenehali napadati Oman, Jordanijo, Katar, Bahrajn, Savdsko Arabijo, Kuvajt in tako naprej. Vse se je usmerilo proti Izraelu. Kar ima smisel. Sej recimo, da je glava te ideje bolj na strani Tel Aviva kot Washingtona. Lahko to rečemo, ali nas bodo imeli za teoretike zarote, ljudi, ki govorijo samo o Epsteinovih dosjejih. Povejmo si po pravici. Za to zgodbo je veliko izraelske zasluge. Morda so Iranci ugotovili, da njihova zelo strateška in politična strategija deluje. In zato začnejo močno pritiskati na Izrael, da bi ga prepričali. Mislim, da bomo prej ali slej govorili o stopnjah prestrezanja, ker nekaj vendarle pride skozi. Res je, Da nad Izraelom je velika cenzura, povem vam, novinarji so blokirani in tako naprej. To so podatki. Opazite, padec 28. februarja med raketami, droni, 350 raket, 800 dronov in tako dalje. Jasno se vidi, da je okoli 8, med 8 in 9 neverjeten padec. Potem boste opazili, da ostajajo konstantni in zdaj celo rahlo naraščajo. Malo raket, ker je seveda postalo težko, kot bomo videli, jih uporabljati. Veliko je videoposnetkov bombardiranj dronov pod mostovi, pri izhodih iz tunelov in drugje. Veliko manj glede dronov, ki so stalni. Če je stalnost, to po mojem vojaškem mnenju pomeni, da ne moreš zmanjšati nasprotnikove sile pod to mejo. In ker je ta meja dovolj, da povzroči veliko težav državam v zalivu, bi rekel, da svojega cilja nisi dosegel. Dodam še, iz grafikona je očitna ena podrobnost, ki je morda teže opazna. Izstrelki v rdečem naj bi bili balistične in križarske rakete, a so po mojih podatkih tukaj večinoma balistični. Iranci pogosto uporabljajo balistične rakete, čeprav se zdi, da jih je malo. Že predstavljati 1015 balističnih raket na dan, več mesecev. V rusko-ukrajinskem konfliktu je bilo izstreljenih veliko orožja. 1015 balističnih raket na dan ni malo. Seveda tukaj ne govorimo. Eduardo, za primerjavo, zadnji ruski napad je vključeval 300 dronov, 10 vrst Kpaka in 7 balističnih Iskanderjev. Tako je, vendar gre za povprečno 25 do 30 Iskanderjev na dan. Ja, in to je nekaj, kar se pogosto podcenjuje, ker smo že navajeni na ogromne številke dronov, morda manj upoštevamo, kako pomembne so balistične rakete. Če imajo predvsem sposobnost nadaljevati s tem tempom, bi rad rekel, da bodo kmalu imeli tudi sposobnost ne le izstreliti tiste, ki jih imajo na zalogi. Znotraj gora, znotraj baz v gorah, ampak tudi neka proizvodnja, ki poteka naprej, vsaj nekaterih modelov. Ker če se ne motim, so na tem grafu našteli do 1400 izstreljenih raket, recimo, da je večina teh balističnih. Podatki o zalogah balističnega orožja Irana se razlikujejo glede na vir pregleda. Če bi se vojna tako nadaljevala več mesecev, bi bile tiste začetne zaloge očitno izčrpane. V bistvu bo to dokončen dokaz, da Izraelci in Američani niso uspeli popolnoma nevtralizirati celotne proizvodnje balističnega orožja. To je ključen cilj, če Iranu uspe ohraniti in premakniti del proizvodnje vsaj enega modela kratko in enega modela srednje dosežne balistične rakete. To je najmanj potrebno, da lahko še naprej ogroža Izrael in zalivske države, če vzpostavi proizvodnjo teh dveh modelov. V notranjosti podzemnih baz ali na območjih, ki so nedosegljiva za Združene države in Izrael, torej večinoma podzemna, ali pa v tistih delih države, ki jih težje dosežejo. To je pomemben adut. Grem še enkrat pogledati. Če se vojna ne ustavi in postane splošna kot rusko-ukrajinski konflikt,
Tako in tam hočem videti, tam bo res prišla v poštev vsa tista razprava, ki smo jo imeli na začetku vojne, o zalogah prestreznikov, o proizvodnji prestreznikov. Ena stvar je, če traja mesec ali dva, drugo pa, če traja dlje, se imaš sproti nasprotnika, ki ti lahko izstreli 10. Oprosti, ni jim treba izstreliti 100 raket, saj smo videli tudi, ko so jih izstrelili 300. Škoda na koncu ni bila velika, predvsem na vojaških ciljih, vsaj tista iz lanskega leta. Danes jim je uspelo zadeti veliko ciljev, veliko bolj natančno, predvsem smo videli radarske sisteme, TAD in tako naprej. Njim zadostuje, da ohranijo krizo, ki postaja za Američane politično nevzdržna, če vsak dan izstrelijo 100 dronov in 25 raket, verjetno imajo zaloge za 6 mesecev do leto. Če upoštevamo proizvodnjo, lahko strategijo vzdržujejo. To so statistike po državah. Iranske balistične rakete in droni so bili izstreljeni na Saudsko Arabijo. Kot lahko vidite, ti so v Bahrajnu postopoma so se zmanjšali, lahko vidite, ti so proti Združenim arabskim emiratom. Jasno se vidi upad v primerjavi z začetno strategijo. Tisto, kar si ti govoril o mozaik obrambi, kar sem tudi sam večkrat rekel. Če pogledate Iran, izgleda kot Mordor, če si obdan z gorami in je vmes dolina veliko sreče. Napasti tako državo ni kot Venezuelo, saj ima več kot 90 milijonov prebivalcev. Najtežje je, da se oni na to pripravljajo že 40 let. In takšne baze, kot lahko vidite, pridejo ven, znala taktika, ustreli in pobegni, pridejo ven, streljajo, ampak večino časa so tukaj notri. Res je, da jim lahko uničiš tunele in jih zapreš noter, ampak zagotovo imajo, podobno kot kartine, desetine in desetine izhodov. To so propagandne slike, ki ti pokažejo veliko bazo. Ampak pogosto sem opazil tudi v videih, kjer so bili zadeti, da je bil včasih to samo navadna luknja. Na gori je stal tovornjak, prekrit s preprosto ponjavo. Takšnih lahko naredijo, kolikor želijo. Tega delovanja z zračnimi silami ne moreš ustaviti. So kot bunkeri v Albaniji. Bunkeri v Albaniji je Reeboks. Vidim vprašanje, navežem se na nj in komentiram. Šlo je za vprašanje, koliko izstrelitvenih naprav bi še uporabljali. Ena izmed najbolj pogostih tem, odkar se je začela ta zadnja vojna, je predvsem Izraelci pravijo, da so izraelske ali ameriške sile uničile večino izstrelitvenih naprav. Zato so v prvih dneh optimistično trdili, da smo nevtralizirali večji del iranske grožnje. Zdaj, glede na podatke, ki smo jih videli, to verjetno ni povsem res. Opozarjam, da tega seveda ne vem zagotovo. Torej, odgovor je, da ne vem natančno, koliko jih še imajo. Rekel bi, da bodite previdni do vsakogar, ki trdi, da to ve. To je moj prvi odgovor. Predvsem pa bodite previdni glede teh številk. Številki krožijo tudi v glavnih medijih. Ponavadi so to podatki, ki v tem primeru prihajajo iz izraelskih virov. Omenjajo stotine, nazadnje okoli 300. Gre za izstrelitvene naprave, ki naj bi bile po njihovih besedah uničene ali neuporabne, da se tako zaščitijo. S to izjavo, če upoštevamo vizualne dokaze iz njihovih videoposnetkov, ki jih imajo vse razloge objaviti, seveda, poleg tega gre za vse natančne napade, zato je večina, pravzaprav po mojem mnenju, vsi ti napadi v bistvu posnetih, kar dokazujejo vizualni dokazi. Prišli smo do okoli 40 uničenih izstrelitvenih naprav, ne pa 300. Evo, bodite previdni, ko izstrelitvene naprave obravnavate kot nezamenljive. To so tovornjaki s teleskopskim izstrelitvenim sistemom in premično rampo, po mojem mnenju pa niso posebej visokotehnološki. Preveč se osredotočamo, kot da jih ni mogoče nadomestiti. Čeprav je proizvodno linijo za izstrelitvene naprave zelo enostavno ponovno zagnati. In ti govoriš o izstrelitvenih napravah, raketah in napravah za drone. Res je, to je pravzaprav apkar z rampo, praktično, ja. Včasih zadošča že balkon, brez apkarja nekdo ti dostavi in to je to. Pokažem še druge grafe za primerjavo.
Kot vidite, je sprva velik padec, nato pa stalnost, ki ostane približno enaka. Podatki so podobni pri 30, 20, 25, 38 in okoli 100 dronih. Kot vidite, z tem stalnim trendom očitno trgi, pritisk, torej za pomorske zavarovalnice, ali leti 25 dronov, ali jih leti 100, ali leti 10 raket, ali jih leti 30, to popolnoma nič ne spremeni. Dejstvo je, te zavarujejo, tudi če ne leti nihče, zato lahko obdržijo več in se prilagajajo, zato bodo verjetno povečali. Poleg tega ne moremo govoriti samo o raketah, ampak so tu tudi mine. Ladje pa ne potrebujejo le tega. Pravzaprav. V Ormuzu zadostujejo veliko bolj potrošne, poceni in številne stvari. Celo droni, torej samomorilski pomorski droni, celo first person view droni lahko pridejo tja. Naredili bodo nekaj škode, a če ubijajo posadko tankerja, ga morda težje najdeš, saj želijo opraviti svoje delo. Ubogi ljudje, dovolj je, da ti zadenejo pogonski del vsakič. Vrnimo se k političnemu vprašanju. Nafti trgovci po Trumpovi napovedi in iranski demantiju stavijo na terminske pogodbe in služijo. Prišlo je do prometa, če se ne motim, okoli 1000 milijard za 650 milijonov. Če nam lahko razložiš, Daniel, zakaj o tem govorijo in kako je to praktično neka misija, prosim. Ne samo, da o tem govorijo, ampak če pogledate na različnih družbenih omrežjih, praktično po vsem svetu, obstaja redko soglasje. V takšnih situacijah praktično vsi pravijo, da je prišlo do kolosalnega notranjega trgovanja nekaj minut, preden je Trump spregovoril. In če greš natančno na 5., tukaj v 5. odstavku sporočila, BBC. Tukaj je reakcija Bele hiše na obtožbo, glede katere so trgi praktično enotni. Bela hiša pravi, da se borimo proti notranjemu trgovanju, kot bi rekli, reči in ne reči, ampak v bistvu je to nekaj, kar je nastalo pri nas. Druga ugotovitev, ki je bolj politične narave, te pripelje nazaj k celotni organizaciji tega drugega predsedovanja Trumpu. Je, da je Securities and Exchange Commission v New Yorku, torej organ, ki bi moral v teoriji preprečevati notranje trgovanje, zadnja stvar, ki si jo kdo upa narediti s tem predsednikom, je preveriti, ali je morda kdo obogatel v 15 minutah. Torej, nimaš samo slabega, pokvarjenega sporočila, v bistvu si kradu, recimo tako, ti si kradu. In iz odgovora, ki ga je Bela hiša dala BC-ju, je mogoče razbrati polovično priznanje, da je vse skupaj nastalo in je to najbolj verjetna stvar na svetu. Ker je bilo resnično težko posredovati v tako kratkem času pred dogodkom, kot je bil ta. Non pojmo v comunque la coscienza. 650 milijonov dolarjev v 1 uri ne moreš premakniti, če nisi pripravljen. Absolutno, ne samo to. Imeti moraš tudi sistem, ki je pripravljen sprejeti takšno stavo. In vztrajam, vedeti moraš, da tudi če te ujamejo in morda te v naslednjih dneh ujame kakšen preiskovalni novinar, ti Securities and Exchange Commission ne bo naredil popolnoma nič. Se pravi, igral si znotraj sistema, kjer si imel informacije, ki jih nisi smel uporabiti v škodo trgov. Ker si ukradel denar drugim vlagateljem, ni le, da si ukradel denar neznano komu, temveč si ga vzel trgu. Kdo pa mora nadzorovati pravilnost poslovanja trga? Veš že, da ti tako ali tako pustijo odnesti plen in lahko noč vsem. To so operacije, in s tem zaključujem, ki so bile dejansko zabeležene že od začetka drugega predsedovanja Trumpu. Otroci so na internetu postali šala v številnih ameriških podcastih. Se pravi, Kushner, denar, ki ga prejema od
zalivskih držav, to je Amerika, ki še pred 20 ali 30 leti, ne glede na to, ali je bila republikanska ali demokratska, nikoli ne bi tolerirala takšne ravni korupcije. To je korupcija. Ta brezramnost ni samo v smislu, da pridem, pomagam, ne vem, Putinu in mi dovoliš zgraditi 5 hotelov v Moskvi. Tukaj je operacija veliko večja. Ti, ki imaš Nekoliko malo. Ali se spomniš notranjega trgovanja na tej ravni za prvo zalivsko vojno ali drugo zalivsko vojno? Ne, na tej ravni ne. Jaz na tej ravni še nikoli. Ne samo to, ampak če pomisliš, se še naprej vztraja pri tem, da je ta vesela kopija, zdi se mi, kot da sva Toto in Pepino na trgu Duomo v Milanu. Slavna scena, Nouveau Levin, Savar, Vidkok in Kučner jo še vedno prodajajo kot 2 nevedneža, ki hodita po svetu, delata zmedo, malo razumeta in Trumpu je to čisto v redu. V resnici ti ta operacija notranjega trgovanja pove, da je tukaj vložek neverjetno večji. Torej, tukaj ti ne podarjajo rabljenega džamba. Predsedniku so Švicari prinesli zlato palico ali pa mu je uboga Machado, vodja opozicije, prinesla Nobelovo nagrado. Torej, ta zgodba je posegla, ne podcenjujte resnosti, v svetovni kapitalizem, ki vlaga v New Yorku na borzi, ker ko zaslužiš ta denar, vztrajam, si ga ukradel nekomu drugemu. Morda bodo več vlagali v Evropi. Ne, ravno nasprotno. To je še ena stvar, ki sem jo opazil po teh špekulacijah. Dejstvo je, da je veliko tankerjev z plinom, ki so bili namenjeni v Evropo, medtem ko se je ta zmeda dogajala. Poglejte jih, to so bile Mistral, Sinsima, Elizarde, a poglejte, kakšno pot so naredile. Vse gredo v Azijo, poglejte. Tudi z tega vidika nastaja velik problem. Stvari, ki jih je naročila Evropa, so se, ker so v Aziji ponudili več, preusmerile tja. To so nekateri najpomembnejši tankerji za plin, ki so bili namenjeni v Evropo. Poglej, kako nenadoma, poglej datum, ker to je zanimivo. Nenadoma vsi spremenijo smer. Praktično razveljavijo svoje pogodbe o nakupu, ker so dobili boljše ponudbe in vsi odidejo v Azijo. To se dogaja. In se sprašuješ, zakaj imamo 40% več na genu. Trump je tudi grozil. Prišli bomo do evropske razprave, sodelujte, pridite, ker se stvari hitro spreminjajo. Karte na mizi. Na srečo smo skoraj v pomladi, zato upamo, da bo do zime plin že nazaj. Ampak tudi to, kar smo videli v Italiji z ukrepom Meloni, da za 2 tedna odstrani trošarine, nekaj takega, to so stvari, ki bodo za nekaj tednov malo umirile trg. Če se to nadaljuje, bomo čez 2 tedna spet pri bencinu nad 2 evra. Nekaj lahko prenesem, dokler to ni povezano z izgubo. Potem obupam. Za božjo voljo uporabim lahko tudi izredna sredstva. Tukaj pa vendarle ne plavamo ravno v denarju in zlatu. V tem obdobju v Evropi vidimo, kaj se dogaja. Tveganje je stagflacija, stagnacija in inflacija. Ki smo jih že imeli zaradi energetskih vprašanj. Ko si jo pomoremo, nas že čaka nova kriza. Glede tega, da smo prekinili dobavo plina in nafte iz Rusije, iščemo alternativne vire. Ti alternativni viri pa so bili deloma tudi oni, čeprav je bila odvisnost dolgotrajna. Ne moreš kar nadomestiti 20-30% dobave naenkrat. Prehajamo iz krize v krizo, trg pa nima možnosti za okrevanje. Ko se znajdeš v krizi, 2 leti plačuješ dražji plin, nato se stabilizira, a kmalu pride nova kriza
iz ene v drugo. Nato osnovna cena preseže tisto iz leta 2022. To je velik problem, videli bomo, kako gre Nemčiji, Franciji in notranja politična vprašanja. Vemo, da bodo v prihodnjih letih v več državah verjetno zmagale desne stranke. Ne, Le Penova, njen naslednik, verjetno tudi stranka Faragea v Angliji, bodo poskušali zaustaviti, izmenjujejo se v Nemčiji. Ampak krize zelo pomagajo nacionalistom, ker ste videli, želeli ste svetovno, evropsko politiko, želeli ste sodelovati v tisti vojni, tukaj, tam zgoraj, tam spodaj. In zato bodo, po mojem mnenju, pridobiti pomeni tudi bolj misliti nase, ne, Leonardo, ja. Evropski manevri, da bi skupaj omilili situacijo, a vsak zase. Evropa bi morala vlagati v jedrsko energijo. Oprosti, da prekinjam. V tej fazi bi potrebovali nekoga pogumnega, ki bi rekel, gospodje, moramo se tega osvoboditi. Zeleni prehod je v redu, a zeleni viri so preveč nestanovitni za potrebe naroda. Moramo spet omeniti jedrsko energijo, pozdrav odvetniku atoma. Bi bilo treba, ali kdo omenja jedrsko energijo v vojaške namene. Ustvariti evropsko odvračanje. Jedrska energija, v redu. Ustvari si svoje odvračanje, prijatelj moj. No, jaz jo imam, svoje odvračanje, jem veliko fižola. Tako. Potem moramo razmišljati o jedrski energiji, o reaktorjih 4. generacije, prav v tej luči. Problem je, da ne morejo biti pripravljeni v enem mesecu. Zamujamo, saj smo v Italiji to že 2-krat zavrnili, ker smo pametni. Na evropski ravni je treba za jedrsko energijo narediti več in stvari se premikajo. Ja, v Italiji je tudi nekaj posebnega, naredimo referendum o jedrski energiji in Ternobil naredimo drugi Fukushima. Genialno, res ste jih zadeli. 2 od 2 možnih. Če najbogatejši zahodnjaki trpimo, kako je šele preostalemu svetu? To je ravno bistvo. Bolj kot so države industrializirane, bolj so odvisne od energije, nafte, gnojil in teh stvari. Paradoksalno ima država, ki se razvija, manjšo potrebo po teh stvareh, ker nima tako mehanizirane industrije, kot jo imamo na primer mi na severu Italije. To predvsem čutimo mi, ki vsak dan premikamo stotine ali tisoče tovornjakov za prevoz blaga. Prehod iz 1,7, spomnil se, da je bil bencin še pred poldrugim mesecem pri nas 1,66, zdaj pa je 35 centov dražji. Pomislite, kako to vpliva na ceno krompirja, mleka ali drugih prevoznih izdelkov. Ob velikih količinah postane ogromno. Pridemo do slavnega govora Diega Garcije, o tem smo govorili v enem kratkem videu, ampak še nismo govorili o tem, recimo tukaj na kanalu, 2 raketi, Leonardo, spremljam te. Nato še prosojnice. Torej, bilo je presenečenje videti leteti, kot kaže, 2 raketi na glavo. Intermediate Range Ballistic Missile. Torej, srednjega dosega približno 4000 km od Irana do anglo-ameriške baze Diego Garcia. Presenečenje, ker smo vsi vedeli, da so Iranci dosegli 2000, morda 2500 km dosega. Omejitev, ki si jo je iranski režim sam naložil, tudi zato, da ne bi pritegnil preveč pozornosti Evropejcev. Tukaj animacija nam pokaže doseg. Do trka ni prišlo, ker naj bi eden od teh 2 izstrelkov padel med letom zaradi okvare, ne vem. In drugega je prestregel SM-3 izstrelek, ki so ga izstrelili Američani z vodenjem sistema Aegis. O SM-3 smo govorili pred 2 letoma na tem kanalu. Ko smo govorili o prvi vesoljski vojni v zgodovini, nič posebnega. Hutiji so izstrelili raketo srednjega dosega proti Izraelu, ki je bila prestrežena zunaj atmosfere. Zunajatmosferski prestrezanje. V tej animaciji, ki vam jo prikazuje Mirko, vidite ta predmet,
ki je kill vehicle. Zakaj? Ker je SM-3 raketa. Večstopenjska raketa, zadnja stopnja je kill vehicle. Vidite te plamene, ki gredo v vse smeri. Kaj so to? Ko presežeš 100 km nadmorske višine, Karmanovo črto, ni več zraka za let in nadzor. Če želiš usmerjati tam, brez zraka, uporabiš majhne curke snovi, običajno majhne raketne motorje. Zato se ne uporabljajo krilca za usmerjanje predmeta, ki leti izven atmosfere, ker ni zraka, na katerega bi se lahko oprli za premikanje. Zato se uporabljajo te majhni curki. SM-3 je že v preteklosti dal dobre rezultate proti raketam srednjega in vmesnega dosega. In v tem primeru bi lahko deloval. Odkot torej 4000 km dve dejstvi? Ena, so zmanjšali težo bojne glave rakete Karmančar 4 ali Sail-2, kar poveča doseg. Tako lahko morda dosežeš 4000 km. Ali pa je bil izstreljen Sail-3, ki je 3-stopenjska različica tega balističnega izstrelka, za katerega so govorili, da je v fazi testiranja. Ni bil operativen, govorilo se je o tem, našel sem nasprotujoče si informacije, ne vemo, ampak jaz domnevam, in tukaj me lahko dr. Fontana popravi, če se motim, zmanjšanje teže bojne glave rakete ne pomeni avtomatičnega podvojitve dosega, saj lahko povzroči neuravnoteženje rakete. Če zmanjšaš bojno glavo, je raketa lažja in leti dlje. Ampak stvari moraš narediti pravilno, ker drugače raketa postane težko vodljiva, še posebej v fazi padanja. In domnevam, da je dejstvo, da je ena od teh dveh raket bila uničena med letom zaradi lastnih razlogov, morda posledica zmanjšanja bojne glave. Ne vem, ali je bilo prenagljeno ali slabo zaslovano, vendar ponavljam, to so le domneve in špekulacije. Pomemben je psihološki učinek nečesa, kar doseže 4000 km. In s tem zaključujem. Ker so me prijatelji in kolegi naslednji dan vprašali, ali bo zdaj Iran streljal tudi na Evropo. Potem bomo to povezali, se bomo z Eduardom govorili tudi o večji vpletenosti ameriških baz v Evropi. Na Bližnjem vzhodu postajajo manj aktivne, ker sčasoma utrpijo več škode. Glede Diego Garcije bi še dodal, ker o tem že govorimo. V bistvu se strinjam tudi z analizo, zakaj je eden dejansko padel. To je ena izmed najbolj verjetnih hipotez, ker so morda na hitro, recimo z malo časa na voljo, spremenili enega od izstrelkov, ki v teoriji dosežejo največ 2000–2500 km. Obstaja možnost, da ustvarijo nekoliko spremenjen prototip, ki ni podvržen okvaram. Dodajam, da so, če se ne motim, Američani rekli, da tisto, kar je bilo sestreljeno, mislim, da ja, ali tisto ali drugo, tisto, kar je bilo sestreljeno približno 3200 km od Irana, torej sploh še ni prispelo do postojank. Tudi zato, ker SM-3, kot smo videli, prestrežejo veliko prej pred udarcem. Zato je to po mojem mnenju pomemben dejavnik. Ker to ne pomeni niti, da nimamo gotovosti, da bi lahko prišli vse do Ego Garcije, ampak da bi to lahko storili. Dodati moram še pomembno podrobnost. Iranci so zanikali, da so izvedli napad. Seveda ne moramo imeti dokazov. Edini, ki imajo dokaze, so verjetno posadka rušilca ali pa tisti, ki so videli radarje. O bog, iskreno povedano, si nisem ustvaril zelo jasnega mnenja o tem, ali gre za nekakšno prevaro ali ne. V drugih primerih so skoraj vse napade doslej prevzeli Iranci, če se ne motim. Razen morda v Turčiji, kjer so nekateri dvomi. V tem primeru pa je dejstvo, kot je povedal tudi Leonardo, da je mogoče povečati doseg teh raket. Ker so to rakete, ki nimajo le že zdaj pomembnega dosega, ampak imajo pogosto tudi zelo težko bojno glavo. Zato je mogoče, kot ste pravilno rekli, Ne, Eduardo, veliko raket je že od začetka zasnovanih za več vrst bojnih glav. Na primer,
Vse ruske rakete so lahko jedrske ali kinetične. Včasih točno tako, že v fazi načrtovanja se razmišlja o tej možnosti. Še en zadnji dejavnik, ki se mi poraja. Omenjali so tudi možno uporabo nosilcev, ki jih Iran uporablja za izstrelitev satelitov v orbito. Ima jih nekaj, ki ne bi bili še zmogljivejši, vendar bi bilo to v bistvu nekaj novega. In mimogrede, po mojem mnenju, je to najmanj verjetna od vseh naših hipotez, ki jih lahko postavimo na mizo. Tako da nič, glede Diego Garcia, puščam te dvome, hvala vsem. Imam alternativno hipotezo, ki bi lahko tako nas prisilili razmisliti, zakaj. Iranci so zanikali glede Diego Garcia in dejali, da so morda ciljali ladjo, ne Diego Garcia. Torej, v tem primeru So bili proti Diego Garcia. če verjamemo razdalji, kjer se je zgodil dogodek, tisti pri 3200 km, spomnim se, da so nekateri iranski viri pred vojno omenjali protiladijske balistične rakete z dosegom 1500 km, celo do 3000 km, kar je izjemno. To se mi zdi popolnoma neverjetno, iz preprostega razloga, ker od trenutka, ko izstreliš raketo, do trenutka, ko pade, se ladja premakne. Takrat je že na drugem mestu. Ne vem, niti morda celo 60-70 km, kar se mi zdi popolnoma neverjetno. Še ena podrobnost, ki se mi zdaj poraja. Torej, ali je resnična ta dinamika, ki so jo opisali ameriški in izraelski viri, torej ta poskus napada? Tudi če verjamemo v številko 3200, recimo, da jim uspe priti vse do tja, vseeno to bi pomenilo doseči pomemben del Evrope in tudi Sicilijo, pa tudi del celinske Italije. Potem pa je odvisno od tega, kako daleč jim dejansko uspe priti, če jim res uspe priti do okrevanja. Seveda se s tem ogrozi, kot smo videli na grafu, velik del Evrope. In vedno poudarjam, da za Iran nima skoraj nobenega smisla izstreliti takšne balistične rakete na Evropo. Ker bi bila natančnost popolnoma smešna in, kot smo rekli, bi morali toliko zmanjšati bojno glavo, da ne bi mogli niti recimo nadomestiti slabe natančnosti z veliko bojno glavo. Torej bi šlo zgolj za politično uporabo, recimo temu tako. Po drugi strani pa Bog ve, jaz ne mislim, da bodo to storili, seveda. V nekaterih območjih bi bilo težko prestreči, drugje po Evropi pa bi za prestrezanje skrbeli sistemi Aegis, predvsem v Romuniji. Tehnično gledano tudi z ameriških rušilcev pri Cipru, opremljenih z raketami SN3, ki smo jih omenili. Če so ti sistemi na položaju, so zaščiteni pred omejenimi izstrelitvami, če pa ameriški rušilci niso na položaju, našel sem simulacijo, kjer je bila Sicilija edino nekoliko nezaščiteno italijansko območje. Ampak tudi tukaj gre res za posebne primere. Nočem ustvarjati panike, treba je ostati miren in razumen. Torej, preden na vprašanje, na katerega bo odgovoril Daniel, če se o Epsteinovih dokumentih kaj govori, odgovorim, sem želel odgovoriti na to, kar sem prebral. Graciola je rekel, da je oglede zahteval, ker so bili Izraelci. Brez zamere. Direktor, če bi Izraelci izstrelili rakete s 3200 km dosegom, bi vsi videli, od kod so izstreljene. Nimajo zmogljivosti za izstrelitev rakete z letalom, ki bi preletelo 3200 km proti Diego Garcia. Rakete bi morali izstreliti iz Izraela, a bi to opazil ves svet. Mislim, da je največ, kar je mogoče v tistem nekoliko nejasnem turškem primeru. Bolj preprosto, lahko bi šlo za iransko raketo, vendar usmerjeno proti Cipru, ki so jih, če se spomnite, vedno prestregli na tistem območju Turčije, ki meji na Sirijo, v bistvu tista, ki nekoliko sega recimo ob sirijsko ozemlje. Da bi lahko bila pot, ki gre tam mimo, dejansko usmerjena tako proti Turčiji kot proti Cipru. Kot je pokazal Leonardo, so bili prestreženi zunaj atmosfere, ker so bili tudi tu prestrežniki SN3 z ladij blizu Cipra, ki ščitijo že prej omenjene. Analitiki težko ugotovimo, kam so bili namenjeni, le da so bili še oddaljeni od točke prestrezanja. Kot hipoteza se mi zdi smiselno, da so bili morda namenjeni proti Cipru, ki ima določeno vlogo v vojni, da je bil napaden z droni, zato je to morda lažje razložiti. Leo, popravi me, ali poznaš kakšno raketo, ki lahko preleti 3000 km, če jo izstreli izraelsko letalo?
Ne, imajo balistične rakete, ki jih izstrelijo iz zraka, vendar ne dosežejo 3000 km. Absolutno malo zdrave pameti je. Tehnično mogoče. Ne, resno. Obstajajo sateliti, ki zaznavajo infrardeče sledi izstrelitve. Rusi, Kitajci, si predstavljaš. Če se izve, da je Izrael to storil. Američani to vidijo. Je, Ena stvar. ki jo oglaševanje, torej Naj bi bila del njihove jedrske strategije. nekateri trdijo, da iz podmornic, a Iranci nimajo podmornic s takšnim dosegom izstrelkov, njihove so namenjene protiladijskim izstrelkom in so vse izločene. Indija bi to lahko naredila, no, fantje, ne. Ne vem, kdo daje tehnične nasvete, res ne. In potem, če želimo razmišljati zarotniško, je veliko bolj preprosto misliti, da je to preprosto izmišljena novica, saj je vir njihov. Zakaj verjeti, da je bila raketa izstreljena iz Izraela? Morda je Izrael le objavil to novico. Da ne bo pomote, nimam pojma, zato sem previden. Daniele, če so kakšne novice o Epsteinovih dokumentih, če je to šlo v pozabo. In v povezavi s tem je še eno vprašanje, iz kakšnega razloga. Podpredsednik Vance je bil v zadnjem času manj prisoten v primerjavi s svojimi prejšnjimi nastopi ob predsedniku, nekoliko je izginil iz javnosti. Obstaja kakšen razlog, ker se mi je zdelo, da je bil Rubio najmanj zaželen v času pogajanj z Ukrajino, zdaj pa je nenadoma Rubio v ospredju, Vance pa je izginil. Torej, najprej Epstein in potem Vance. Torej, v italijanskih medijih se zdi, da je celotna zadeva izginila, v ameriških medijih pa je pokritost zelo nizka iz očitnih razlogov. V angleških medijih je zgodba izjemna, kar je zanimivo. Škandal, Epstein, New York, Karibski otoki v resnici povzroča kataklizmo v sistemu. Ne samo v angleški monarhiji, ampak tudi v zgodbi angleškega premierja, ki si ga je izbral na povsem neodgovoren način. Kot novega ambasadorja, ki naj bi ga poslali prav k Trumpu, Mandelson, za katerega so vsi vedeli, da je bil vpleten v škandal. Epstein, glede škandala Epstein, jaz, ki zaradi izkušenj ne verjamem v teorije zarote, ne verjamem, da je izginil, ker je Trump napovedal vojno Iranu in da bi to ameriška javnost pozabila, v to ne verjamem. Tisto, kar sem prepričan je, da zadeva še zdaleč ni zaključena. Vedno sem govoril in to želim priznati tudi Parabelumu, da je to zgodbo napovedal mesece prej kot italijanski mediji. Da škandal Epstein ni samo spolni škandal, ampak je škandal, ki vključuje tudi vrsto izprijencev, vendar ima v ozadju tudi posle. Veliko pranja umazanega denarja, kar je dokazano v številnih kongresnih dokumentih. Pred nekaj dnevi je umrl nekdanji direktor FBI-ja in Trump ni zamudil priložnosti, da bi izrekel običajne vulgarizme, še posebej, ko kdo umre. Rekel je, ne, te stvari. Miller je vodil preiskavo in ta preiskava, vsaj v delu, ki se nanaša na Ruse, je zelo močno vpletala Ruse v primer Združene države Amerike in v afero Epstein. Ponovno vam povem, ker o tem govorimo že mesece tukaj. Obstaja mednarodno pranje umazanega denarja prek Deutsche Bank v Moskvi in Deutsche Bank v New Yorku. V zelo veliko primerih, v gradbeništvu, pozor, glavno vprašanje je denar, drugo so informacije izsiljevanja, ker so tam. Tudi izraelske službe. Recimo, da so z določenega vidika stvari ukrivljene. Bile so namenjene temu, da najdejo tvojo degeneracijo, ti jo ponudijo, da te lahko navežejo nase. Govorilo se je o poslih, poznanstvih in drugih stvareh. Torej, tajne službe, tudi v Italiji, za tiste z zgodovinskim spominom,
med afero Piano Solo generala De Lorenza, slavni dosjeji, ki so jih sestavljali o politikih, kar bi v tistih časih lahko uničilo kariero. Zakaj, ne vem. En je bil homoseksualc, drugi, predsednik Italijanske republike, je varal ženo, ali pa je žena verjetno varala predsednika in tako naprej. Dosjeji so se vedno delali, zadeva Epstein je še vedno nevarna. Še vedno mislim eno stvar, zadeva Epstein v Ameriki še zdaleč ni zaključena, Trump uspeva, da jo drži pod nadzorom, ker kot smo prej govorili o Securities and Exchange Commission, torej ekvivalentu italijanske CONSOB, je Ministrstvo za pravosodje prvi center moči ameriške administracije, nad katerim je Trump prevzel nadzor. Ne zato, da bi razjasnil stvari, ampak da bi preprečil razkritje znanih imen. Drugih 3 milijonov datotek, ki jih je FBI, prav tako FBI, zbral. Povem vam še zadnjo stvar. Daniele, počakaj, tako bomo odgovorili. Pravijo, da so Združene države Amerike polne. Izrael, zakaj Trumpa izsiljujejo glede aplikacij? Mi tega ne trdimo. Odstopil je vodja ameriškega protiterorizma pod Tulsi Gabbard, katere žena je umrla v Iraku, rekoč, s to vojno se ne strinjam. Izraelska lobija je razlog, da so nas v to vlekli, pravi Daniele Moro, ne jaz. To pravi visoki uradnik ameriškega protiterorizma. Bil je direktor, torej zelo visoka osebnost ameriške obveščevalne službe. Torej, pojdimo takoj naprej, ta del je zelo zanimiv. V zadnjih dneh je prišlo do razkola, vendar je izbruhnil šele v zadnjih dneh. Ta odstop, ki ga omenja Mirko, je najbolj javen del te zgodbe. Ogromen razkol znotraj sveta MAGA. Torej, če poenostavimo, v ameriški desni sredini, en del ostaja, kot je zgodovinsko proruski Izraelu, drugi del pa je šel popolnoma v nasprotno smer. Torej, pravijo, da smo priča judovsko-masonski zaroti. Najbolj znan, ki ga mnogi poznajo, je Tucker Carlson. Razkol je zelo močan. Obstaja razkol glede Izraela ne samo na desno sredini, ampak tudi recimo na levo sredini, tudi v demokratski stranki. In zelo zanimivo, razkol je tudi generacijski. Mladi republikanci se nagibajo k temu, da se oddaljujejo od tradicionalne solidarnosti, ki jo ima republikanska stranka do Izraela, in zavzemajo nasprotna stališča. Enako velja za mlade demokrate, pri katerih je ta razkol povezan tudi z drugim vidikom. Mirko, ti si to opazil že v prvih dneh vojne v Iranu. In to pomeni, da je del čarovniškega sveta rekel Trumpu, dragi predsednik, rekel si mi, naj glasujem zate, ker če ne bi ostal Biden, Obama, Harris, začeli bi 3. svetovno vojno, ti pa si rekel, da nikoli več vojn. A v 14 mesecih si jih začel 8. Mislim, da je bombardiral vso Nigerijo. Ne samo to, ampak kar je še huje, tokrat, in to je tema, o kateri govorimo tudi nocoj, si se zapletel v konflikt, iz katerega nihče na svetu ne ve, kako bi lahko izšel. In poglejte, srečanje, o katerem smo govorili prej, pred 1,5 ure, je name naredilo vtis, da je prvi, ki ne ve, kako bo iz tega izšel. Poleg vseh govoric, ne, jaz sem najpametnejši na svetu, lep kot jaz, to je on. To je povezano s 3. točko. Vans je že zginil, če se spomnite, v soboto zvečer med operacijo v Venezueli, kjer so na hitro sestavili tisto nekakšno mini srečanje v Mar-a-Lagu. Če si ogledate slike, zadaj je bila zavesa, 4 paneli, da bi poskušali posnemati Belo hišo. Torej, tista zelo znana fotografija Obame, Bidena, Clintonove po noči, ki je bila pravzaprav v nedeljo, okoli 10. ure zvečer po washingtonskem času, jaz sem to spremljal. Od tam so mimogrede praktično v realnem času spremljali zajetje Bin Ladna. Že pri operaciji Madura Vance ni bil prisoten,
tudi v teh tednih še naprej ni prisoten. Verjetno ste danes zjutraj videli, da so novice iz Pakistana govorile, da bi bil morda človek, ki ga Pakistanci menijo za najbolj primernega za pogovor z Iranci, prav Vance. Tudi nocoj je Trump omenil njega, vendar recimo, da je za lažje razumevanje navedel 10 imen. Rubio, Kushner, Wittkok. In dvakrat je rekel, tu je tudi Vance, ki pa ni bil prisoten. Pozor, ni bil prisoten. Moj vtis, resno, nisem teoretik zarote, po mojih izkušnjah je ta razkol še vedno prisoten. Nekatere ankete prejšnji teden so pokazale, da se približno 15% tistih, ki so volili Trumpa, ne strinja s to operacijo. Manj, kot sem mislil. Obstaja izbira Vancea, glede na to, da so izbire, recimo, da je Vance bil oportunist. Govoril je, da je Trump Hitler, Trump je bil Hitler, to je govoril pred 5 leti. Ni tako, da on ob pogledu na propadanje reče, absolutno da, jaz si izzivam tako. Republikanči. Potem imajo kandidata, ki se ni izčrpal. Ampak seveda, absolutno da. Strinjam se s tabo. To je izbira, po eni strani gre za doslednost, v smislu, da ti praviš, da si ti Trump tisti, ki si spremenil mnenje, ne jaz. Jaz predstavljam ta svet. Je recimo 15% volilnega telesa proti 85%. Tudi zato, ker tako, oprosti Daniele, lahko igraš trdega in čistega, ki pravi, da je pravi dedič maga. Ampak tako je. Torej, to, kar poskušamo razjasniti, pomeni, da znotraj večine, ki je pripeljala do Trumpove izvolitve, obstajajo teme, glede katerih je večina razdeljena. Eno je Izrael, drugo je zadeva Epstein. Spomnim vas, da je bil Trump prisiljen strani parlamenta, da izreče besedo del zelo cenzuriranih dokumentov o Epsteinu, ker so republikanski volivci svojim predstavnikom rekli, ampak vi ste vodili celo volilno kampanjo s tem, da če vas izvolimo, pridete nazaj na oblast, odprete predale, pa tega niste storili. Torej, in imaš na tej točki še tretjo temo, to so maga. Torej, na 3 ključnih točkah, zato vztrajam, da ne podcenjujete. Epsteina, o tem se manj govori. A to ne pomeni, da ne vre v loncu božja jeza. Dodam še eno podrobnost iz Londona. Resen položaj imata tako Starmer kot kralj. Kralja je razkril eden najboljših preiskovalnih novinarjev, Anglež Andrew Lawny, ki je ekvivalent Mikea Wolfa v Združenih državah. To sta, po mojem mnenju, najboljša novinarja na svetu za to področje. Epstein Lawny je odkril, da 12 milijonov funtov, ki jih je nekdanji princ Andrej plačal deklici, ki se je kasneje vzela življenje, ni dala samo kraljica, kot so vsi mislili. Od 12 milijonov je prispeval 2 milijona, trenutni angleški kralj torej postane. Ali si videl, da je mama zaščitila sina pred posledicami te zgodbe? Ne, ti zavestno. Se pravi, imel si vsa orodja, da bi vedel, da je afera Epstein kolosalen škandal, v katerem se po mojem mnenju še vedno veliko ljudi medsebojno izsiljuje. Imam vprašanje. Kakšno je mnenje temnega zaščitnika Vancea Petra Thiela o teh posegih? Za slednjega gre za 2 zmešnjavi, da bi še dodatno promoviral Palantir, kar smo videli tudi v primeru Palantir proti. Kako se že imenuje tista Antropik in tako naprej, različni dogovori s Pentagonom in podobno. Peter Thiel bi lahko izkoristil zadržke podjetja Antropik, o tem smo govorili v prenosih v živo o umetni inteligenci z Barbatom. Kakšen vpliv ima Peter Thiel na Vancea? Vem, da je bil njegov vzgojitelj in da ima Thiel svoje ideje. Skratka, priporočam ti da. Menim, da moramo počakati nekaj tednov, da vidimo, kako se bo situacija razvila.
To vprašanje je res zanimivo, o njem nisem razmišljal, a ima poseben razlog. Predstavljajte si, da je Bela hiša, preprosto zgodovinsko gledano, končna postaja tistih, ki bi jih lahko imenovali močni vplivneži. Močni vplivneži niso samo veliki kapitalisti, tudi sindikati, določene uprave, ampak zelo močna je na primer judovska lobija, recimo AIPAC, ki je zgodovinsko zelo močna in tako naprej. Po mojem mnenju je prišlo do razkola tudi znotraj sistema moči, ki je bil na dan Trumpove inauguracije popolnoma enoten, vsi so mu ploskali. Se pravi, po mojem mnenju je nekaj v ozadju, kar zadeva tudi tisto, kar bi lahko imenovali nova ameriška ekonomija. Nekdo je v zadnjih tednih preveč tiho. Vztrajam tudi pri teh zelo močnih silah, ne samo močnih, kot so Thiel, Musk in tako naprej. Tišine zadnjih dni povedo več kot številne izjave. Veliko ljudi čaka. Kaj se bo zgodilo? Leonardo je prej nekaj razlagal. Stvar tako, da so morda kolegi nekoliko nenavadno gibali. Poleg Palantirja, ki se uporablja kot umetna inteligenca, je vpleten v konflikt in tako naprej, potem je skupaj z Lukom praktično ustanovil Anduril, je obseden s stvarmi iz Gospodarja prstanov, Palantir, Anduril, Plamen zahoda, Meč Aragorna in tako naprej. Zdaj cilja prav v teh urah, da bi z Ereborjem nadomestil Silicon Valley Bank. Torej obstaja gibanje, Grotto želi vstopiti v vojaško nabavo, v umetno inteligenco, kjer že je, in zdaj tudi na bančnem področju. Absolutno da, to želim povedati. Bela hiša je terminal močnih sil. Ni tako kot v drugih državah, ne vem, v Franciji, kjer ima predsednik republike pogosto tudi izjemen vpliv na podjetja v državni, javni lasti in tako naprej. Bela hiša je preprosto terminal spopadov med kapitalisti. Neverjetno močnimi. Naj vam dam primer podjetja, ki ga vsi poznajo, Coca-Cola. Če pogledate, kaj je lobby Coca-Cole v Washingtonu, ampak ima 100-krat večjo moč kot predsednik Združenih držav Amerike. Ampak ko so poskušali zmanjšati količino sladkorja, moraš videti, kaj so te lobiji. Mislim, vsa moč svetovnega kapitalizma ne je odvisna od Trumpa. On je tisti, ki poskuša vplivati na odločitve, v tem primeru Pentagona ali ameriških finančnikov. Torej, zagotovo imaš določena soočenja. Mislim, fronta, ki je podpirala Trumpa, je tudi v tem primeru, po mojem mnenju, veliko manj enotna, ker ima vsak svoje interese. Bili so konkurenti, a združeni v podpori Trumpu, ki je skušal uničiti Evropo, je jedel smetano na skrivaj. Ampak v resnici imajo ogromne interese na kapitalistični ravni. Recimo, na čem je spopad? Lahko si prijatelj ali sovražnik Trumpa, a na koncu štejejo le tvoji interesi. Zato ne bi izključil, da se bo kaj zgodilo tudi glede teh dogodkov. Poteka neka pogajanja, vendar ne vem, na kakšni osnovi. Trump je rekel, da je bil sestanek produktiven, oni pa trdijo, da uradno sestanka ni bilo. Morda so se pogovarjali ljudje iz druge ali tretje vrste. Ne vem, zakaj Witkoff in Kushner delata na mehanizmu za prekinitev ognja. Na kakšni podlagi, če pravijo, da pogovora ni bilo, mimogrede. Torej, Trump pravi 5 dni, ti pravijo 1 mesec in pravijo, naj se vsaj uskladijo, naj bodo na isti liniji. Ne zahtevam veliko, le nekaj doslednosti glede smeri, sicer ima vsak svojo agendo. Morda so Iranci zmedeni, eden reče eno, drugi nekaj drugega.
Dejansko je bil en mesec ogenj. Medtem vzemi tistega za 5 dni in preveri, kateri dan se konča. Vem, konec tedna, ne reci. Hvala. Torej, ko pridejo marinci, bravo Leonardo. Nekdo je preveril, da so res nehali napadati. Danes je torek, v nedeljo bo 5 dni, poglej, no. Izkoristim priložnost, ker smo izpostavili nekaj, kar sem želel omeniti ob pravem času. A lepo je tudi, ko stvari nastanejo spontano, vedno to pravimo. Vsi napadi ob koncu tedna, v zadnjih dneh, vedno poglejte življenjske primere. Po vašem mnenju, na kaj so bile v zadnjih dneh osredotočene ameriške tarče? Videli smo ogromno videoposnetkov, če se spomnite, izstrelitvenih sistemov, letal, ladij in tako naprej. Prav, ugani in ubijaj. Kje so bili v zadnjih 3 dneh glavni cilji ameriških in izraelskih bombnih ter raketnih napadov? Torej, kopenske sile. Po naključju. Kopenska sila. In glej ga zlomka. Tudi na otokih, ki bi bili prav tisti, recimo, najbolj izpostavljeni. A ne, to ni Hark. Ni Hark, ne, ni Hark. Hark je še slabše. Ni Harg, je Harg. Čeprav jih je zasedel Iran, jih zahtevajo Emirati. Zanimivo je opazovati to napredovanje v zadnjih 3 dneh, kjer so bile napadene mehanizirane sile, torej tiste, ki bi lahko hitro posredovale, pa tudi sile na daljavo. V ožini Hormuz. Tam so premiki marincev. Naredijo 5-dnevni premor, je konec tedna, medtem bombardirajo kopenske sile. Zato ni potrebna čarobna svetilka ali poseben okus. Ena od 2 amfibijskih skupin je po potrditvi satelita prispela v Deko Garcijo. To niso le govorice. Ameriški viri omenjajo tudi eno zračno desantno divizijo NATO v pripravljenosti. Tukaj bi lahko odprli veliko razpravo. Smisel te operacije je po mojem mnenju vprašljiv. Lahko ima smisel samo v določenem primeru. Na nekaterih otokih blizu Ormuza v bistvu, ampak še vedno ostaja nekaj, kar tvega, da se odpre. Pandorina skrinjica, ki te dolgo pusti zmedenega. Odprtje tistih otokov ne bi nujno omogočilo nemotenega civilnega prometa skozi ožino Ormuz. Pravzaprav se mi zdi, da v iskanju izhoda tvegajo, da se še bolj zapletejo, če smem tako reči. Tvegajo, da nas še bolj zapletejo v to. Ne zdrsne skozi lupino. Mehurčkov proti dostopu in rdenja. Recimo, da gre vse dobro. Pristanek je dober, sajenje odlično, ampak potem je Ormuz še vedno na dosegu. Min pravi, da z droni ni mogoče zagotoviti 100% varnosti za ponovno odprtje. In poleg tega bi bili isti marinci na otokih oddaljenih nekaj 10 kilometrov, včasih še manj, od obale. Razen, če mislijo zagotoviti varnost. Prepovedati uporabo obale iranskim oboroženim silam. Kar se mi zdi, da niti Trump v svojem najbolj zabavnem dnevu ne bi mogel reči. Zdi se mi res nekaj izjemno tveganega. Ker potem so tam enote marincev, ki v redu zasedajo otoke, morda postavijo slike, seveda postavijo protiletalske, protidronske sisteme, nekaj naredijo za preprečevanje napadov. Radarji so koristni za boljšo zaščito trgovske mornarice, a zdaj ostaja nova velika tarča. Isti marinci, ki jih lahko bombardira artilerija in številna poceni orožja. Treba je povedati, da smo videli A-10 super hornete, celo streljati neposredno ob obali. Na nekaterih območjih se zdi, da imajo celo to svobodo, Bog pomaga to svobodo,
Mimo grede, po mojem mnenju, je to še vedno nekaj precej nevarnega, ker grožnja mampecev, grožnja prenosnih raketnih sistemov, mislim, da ni popolnoma izničljiva, niti na najbolj. Jaz pravim, da je bolje vzeti otok Carhi za pretekle dogodke, da jih res zagrabiš za vrat, ker jih tako ali tako ni 2000 na otočkih v užini Urmuz, ki preprečujejo, da bi delali zmedo, spuščali drone itd. Morda bi bilo dobro imeti tam tudi nekaj vojakov. Za Irance je to izguba časa, saj se težko skriješ. Poleg tega imajo še druge metode, poleg dronov. Omenimo še mine, se je bilo o tem veliko špekulacij. Wall Street Journal piše o 1013 minah, ki naj bi bile že postavljene. Videli smo, da so Iranci nekaterim kitajskim, indijskim in ruskim ladjam dovolili prehod za 2 milijona na ladjo. Plujejo tik ob obali. Če so tam mine, ne vem, ali so selektivne, ne verjamem, da bi lahko. Mislim, da so minirali območje. Tisti glavni koridor, ki poteka od tistega ogromnega otoka Kašmirja pa vse do polotoka, Po mojem poteka blizu naše obale. Vidno je, kje plujejo redke ladje, ki jih spustijo skozi. minerali so ter napadali vse v glavnem koridorju, povsem naključno, koridor pa so iskali predvsem v najširšem delu ožine. Če pa pogledate na vseh spletnih straneh za sledenje, je zelo enostavno, da tudi v nekaterih časopisih je jasno prikazana pot. Te redke ladje, ki so jih spustili skozi, kot ste rekli, peljejo praktično tik ob njihovi obali, na območju, kjer jih lahko celo ustavijo, ali pa vsaj vizualno potrditi, da so to res te ladje. In zato je po mojem mnenju za njih zelo enostavno, da ne minirajo tistega dela ožine blizu obale. In če bi kakšna ladja, ki bi jo želeli zadeti, poskušala prečkati, bi jo lahko zlahka zadeli z različnimi minami. Medtem pa se mine, ki jih tukaj vidite, nekateri modeli lahko prosto uporabljajo na glavnem delu, ki je bolj oddaljen od obale. Težje jih je za Iran nadzorovati, težje jih je identificirati, ladje je v tem delu težje prepoznati, zato jih je treba zadeti popolnoma, na nediskriminatoren način. Mogočno sredstva. Raj so uspela najti tiste, ki prečkajo. Tako je, prehod bi moral biti blizu otoka Kešme in severno od majhnega otoka Larak. Čeprav razumem, je to pred iransko obalo in ni koridor, ki so ga trgovske ladje uporabljale pred vojno, ampak nov koridor. So ga hitro izumili, da bi ga iranske oborožene sile lažje identificirale. In kaj pa mine? Poleg tega se zdi, da so se prav danes ali v zadnjih dneh pojavili prvi znaki, da so bile postavljene. Tukaj je res popolno, vidiš, če greš malo nazaj, Mirko? Te rdeče ladje gredo zelo blizu, mimo Bandar Abasa. To je novi koridor, ki so ga v bistvu vzpostavili za vse, ki želijo sklepati dogovore z Iranom in prečkati. Glavni koridor je bil nekoliko severneje od Kasaba, malo nad polotokom. In tam, oprostite, ker je ta pot tako blizu in po mojem mnenju je to res prava pot. Ker je to tista, v katero verjamejo in je najbližje, je zanje najvarnejša. Moje mnenje je takšno. Iran pravi, če želite skozi, se dogovorite z nami, a jim ne zaupajo. Če ne plačaš, te ustrelim, greš skozi škripce 2 otokov, ki jih nadzorujejo oni. Torej, tam res ne moreš pretentati, ker sem videl na spletnih straneh za sledenje, da nekatere ladje napišejo smo Kitajci. Pojavilo se je, da so spremenili ime in tudi tip, identifikacijsko številko, avtomatski identifikacijski sistem, napisali so smo Kitajci, kitajska posadka, v resnici pa včasih niso bili. Tako da so vedno tudi taki primeri. Malce se pošalimo, a ni veliko za smejati, saj so na koncu tudi posadke teh ladij. Seveda jim ni lahko. V tem času se na terenu pojavljajo igre, ki jih vodijo tako blizu, da se izognejo prevaram. Z iranskega vidika
Kako je mogoče, da so ti ameriški premiki, radijski sistemi proti raketam in tako naprej bili zadeti strani Irana? Meseci so minili, odkar jih ni bilo. Radarji ne obstajajo, so izpostavljeni in ogromni. Kot smo že omenili v prvih prenosih, je vojna izbruhnila zaradi vprašanja priložnosti. Ker so se takrat zbrali, verjetno so jo morali izvesti pred načrtovanjem. Baze so bile že izpraznjene, torej so bile že pripravljene. Bile so sicer na minimalni ravni osebja, vendar verjetno prav zato, ker je bilo osebja minimalno. Ni bilo časa, da bi zavarovali tisto, kar je bilo recimo na ploščadih v tem smislu. Niso tako pomembne tarče. Veliko huje je izgubiti radarski sistem TAT ali fiksne radarje, ki stanejo več milijard. Včasih so imeli radarji TAT, vsaj v primeru Združenih arabskih emiratov, vseeno vabo. Torej za vsak radar TAT na vsaki bazi bi moral biti lažni radar. To je bilo vidno s satelita na nekaterih kasneje napadenih bazah. Na koncu se zdi, da so zadeli pravega v teh primerih. Torej, Že vas zelo zanimajo satelitske slike in podobno, vam priporočam Epic Fury Map na X, ki je opravil izjemno delo in objavil vse geolokacije. Povzemajo ga tudi mnogi drugi, med njimi celo nekatera podjetja, ki proizvajajo satelitske slike. Pohvalili so ga, tako da če želite spremljati, vam ga dam v klepet. Tukaj so praktično vsak dan objavljene glavne stvari o dogodkih. Recimo tehnični pregledi, recimo temu tako, če se pomaknete navzdol, kot vidite, je vse z satelitskimi slikami, prej in potem, tako za Iran kot za druge države. Tukaj lahko primerjate in vidite, da je bila zadeta baza XYZ. Tukaj so tudi protiverifikacije. Dinate immagini satellitari del primo. Lahko primerjate. Ni kaj dosti za povedati. Zadeta je XYZ, tukaj najdete protiverifikacije. Primerjajte z zahodnim centralnim poveljstvom, ki prikazuje uničenje. Je od XIZ, najdete protiverifikacije skupaj s protiverifikacijo. In danno subito. Ve lo consiglio perché lahko. Kot vidite, tudi podatkovni center v Abu Dhabiju, ki je bil prizadet, poskuša narediti primerjavo, da bi videli, bila je prizadeta XYZ, najdete protiverifikacije in satelitske slike, tudi videoposnetke. Opazil sem, da pri tej stvari sodeluje veliko ljudi, vključno z Geolocalized in drugimi. Tukaj je celotna zgodba o protiverifikaciji in primerjava prizadeto najdete tukaj. Visto che scusa se ti interrompo, to lahko storite v klepetu Mizar Vision. Opozarjam tudi na X, kjer je bil pred dnevi blokiran, a profil Mizar Vision je obstajal. Najdete to kitajsko podjetje, ki objavlja satelitske posnetke in včasih pravzaprav satelitske slike. Ne samo satelitske slike, ampak satelitske slike. Pogosto z komentarji, z preverjanjem. Lahko primerjate, da vidite, ali je bila prizadeta, so bile tudi ponovno objavljene. Da Mizar Vision, vendar je bil moj komentar na to, torej pozor, ker je Mizar Vision originalen. Recimo na zahodnih družbenih omrežjih, recimo temu tako, obstaja pa tudi na kitajskem družbenem omrežju, ki se imenuje Weibo, Ali kakorkoli že, upam, da je izgovorjava prava. In ne morete narediti enega. Nekateri slike ponovno objavljajo, kar je v redu, saj so dober vir. Bodite previdni, se nekateri lažni računi trdijo, da slike izvirajo iz Mizar Vision, vendar niso pristne. Ena se je zelo širila prejšnji teden, da bi videli zadeta od XYZ, nažal so proti verifikaciji iz primerjave za Iranca. Napad je bil resničen, slika pa ne. Saj bi morala biti radarska in oblakov ne bi smeli videti. To je bil primer,
ko je račun, ki je deloval uradno od Mr. Vision Swiss, objavil to in bil na to blokiran. Ker so ugotovili, da ta račun ni bil uradni, je bil pa od začetka vojne zelo spremljan, morda celo eden najbolj spremljanih v tej kategoriji. Na X-u torej bodite pozorni, vedno poiščite protiverifikacije od kontroverifika. Lahko naredite primerjavo, preverite in najdete izvorno objavo na računu kontroverifika. Tanto questa è una matta che mette in grafica lahko. In verde ci sono gli attacchi. Xibrizet je bila prizadeta, tukaj najdete preverjanja, kontroverifika, lahko naredite primerjavo, pogledate, bila je prizadeta, baza XYZ, ameriška, in to je območje izraelske pristojnosti, tukaj najdete preverjanja spotete. Primerjava je Trump. Opravljamo delo, vendar če pogledaš, koliko bombardiranj je bilo izvedenih na severozahodnem delu države v primerjavi z južnim delom, lahko jasno vidiš, kdo je vložil več. To je velik napor za Izraelce, saj so uporabili več kot 200 od skupno 280-300 letal. In opaziti je, kako so iranski odzivi usmerjeni proti Izraelu, vračajo se, še posebej v zadnjem času. Je prizadeta? Poiščite nasprotne preverbe in primerjajte za vpogled. Je prizadeta, tam najdete nasprotne preverbe, nasprotno preverjanje. Lahko naredite primerjavo. Je prizadeta, najdete nasprotne preverbe, nasprotno preverjanje. Rad bi opozoril, da gre za teritorialno delitev med dvema državama, ki si delita območja in imata določeno usklajevanje. Ampak koliko časa so že delali na tej operaciji, sprašujem, ne vem, ker ni lahko načrtovati in izpeljati vseh teh operacij. S tem so se izognili konfliktom in streljanju. Zavezniki, da niso dvakrat napadli istih ciljev. Sprašujem se, kako dolgo so že delali na tako usklajeni operaciji, ker je bila izjemno usklajena že od samega začetka. Od elektronskega bojevanja do raketnih in letalskih napadov dveh držav. Tega ni mogoče organizirati do naslednjega tedna. Prav zato se ne prekrivajo, razen kadar posredujejo B2 Spirit, Spirito. Bombniki in stragelji se pogosto prekrivajo, kar Izraelci ne dosežejo, storijo Američani. Ampak kar zadeva klasično zračno posredovanje, naj bo SET, DET ali karkoli, vsak ima svoje področje pristojnosti, zato so si prav razdelili območja, da bi se izognili težavam. In zanimivo je opaziti, da so imeli največ nesreč Američani, tako nesreč zaradi prijateljskega ognja, kot tudi nesreč z njihovega tehnološkega vidika. Razen če Izraelci popolnoma ne cenzurirajo svojih, tega mi ne moremo vedeti. Prejdimo k dogodkom z F-35, saj je eno govoriti v kratkem posnetku, drugo pa imeti več časa za razpravo. Ni res, da sem jaz naredil tisti kratek posnetek o F-35, ker, o moj bog, Iranci zmagujejo, če bi ga celo sestrelili, pa ni tako. Ampak zakaj je to zgodovinsko pomembno? Zanimivo je najprej izpostaviti nekaj tehničnih stvari. Običajno, ko Iranci pokažejo posnetke sestrelitev, naprimer dronov Reaper in podobno, ti pokažejo posnetek v celoti. Torej, od trenutka, ko je izstreljena raketa zadene cilj, cilj zagori, postane ognjena krogla in to pustijo prikazano ves čas. Naključje ali ne, v prikazanem posnetku F-35 je bil ta nenadoma prekinjen. Če bi jaz zadev letalo 5. generacije v vojni z Združene države Amerike ali Izraelom, bi imel vse interese za to. Ne samo, da bi vse posnel, ampak tudi našel dele za pokazati. Ne, nič od tega se ni zgodilo. Prosim, Leonardo. Želiš pokazati video? Da.
Torej, video prikazuje posnetke z infrardečo kamero. Zdaj vam bom pokazal. Evo. Tukaj je. Video ni preverjan ali overjan, a poskusimo razumeti. Torej, mrežo smo že videli v drugih videih prestrezanja, ki so se kasneje izkazali za resnične. Manjkajo kontekst, podatki o kraju, hitrosti in višini letala. Vidite, da ni referenčne številke, popolnoma brez konteksta. Prestrezanje je bilo v zgodnjem popoldnevu. Vidite, termalno kamero, oblika, ki jo vidite je, poglejmo, združljiva z obliko F-35. Vidimo tudi na zadnjem delu izpuh, torej toplotno sled motorja F-35, ki vseeno pusti precej opazno sled. In potem imamo prestrezanje, ki poteka s pomočjo rakete. Vidite, da je to črta z nekakšnim dimom za sabo. To je infrardeča sled raketnega motorja. Lahko si predstavljamo raketo Zemlja-zrak z kratkim dosegom in infrardečim vodenjem. Tukaj vidite infrardečo sled eksplozije, to je ta plamen. Bojna glava, zagotovo razpršilna bojna glava, ki zadene prav del izpuha. Torej, zdi se, da gre za klasičen prestreznik z infrardečim vodenjem. Opazite, da tukaj lahko vidite klasičen izhod motorja, kateremu je dodan še en stranski izhod. Kar bi lahko bila izguba goriva, olja ali česa drugega. Tukaj se zdi, da se je nekaj res zgodilo. Pokazal bom klasični video z isto mrežo, a poglejte razliko. Vedno so nam kazali videoposnetke. To je sestrelitev drona, mislim, da strmega ali pa izraelskega drona. Opazite, da vam pokažejo celoten video, sledijo tarči, potem ko je bila zadeta, pokažejo, kako pade, zagori in tako naprej. Torej imamo polovično potrditev z ameriške strani, kjer pravijo, da je moral F-35 zasilno pristati. Gre za ranjenega pilota, poškodovanega zaradi šrapnela, verjetno iz tega iranskega sistema, ki je poškodoval F-35, ampak ni mu uspelo. To dokazuje nove stvari, dobro prenaša udarce. Ja, to drži, ker če pogledamo zadnji del vseh sodobnih letal, pri šobi je stransko zaščiten, zaslonjen. Zaslonjen prav za zaščito pred toploto. Presenetljivo je, da F-35, ki ne manevrira in ne izpusti protisredstev ali flerov, zadene izstrelek. Isto, ki je zaslonjen, pomaga zaščititi letalo. V preteklosti so se lovci, poškodovani od šrapnelov, le redko uspeli vrniti na bazo, razen A-10. Sem se lahko zgodi, dober je v sprejemanju udarcev. Nismo vedeli, a glede na zgradbo smo to pričakovali. Treba bi bilo videti, kaj in v kakšnem stanju je pristalo. Kakšen smisel ima, da F-35 leti tako nizko? Toliko, da je verjetno eden od teh tovornjakov prišel iz neke lokacije, ga je opazil, streljal nanj, tako da ni imel niti časa, brez zgodnjega opozorila ali kaj podobnega. Zakaj je F-35 letel nizko in tiho? F-35 ima samozaščitni sistem Distributed Aperture System. Distributed Aperture System. To so senzori, ki pokrivajo 306 10-stopinjsko območje, mislim, da jih je 6, ki pokrivajo vse, kar se dogaja okoli letala in služijo prav za zaznavanje prihajajočih izstrelkov. Vedno obstaja razlika med teorijo in prakso, ter med poligonom in operativnim okoljem. Kaj pa mi vemo? Če je imel tisti pilot v zadnji uri 50 alarmov, se mu je naveličalo in ali 51. ni bil lažni alarm, ali pa bolj preprosto okvara sistema, ali pa se je počutil sproščeno. Spomnim vas, da je bil F-111-17 sestreljen nad Srbijo zaradi niza napak in smole. Zakaj to ne bi mogel biti še en tak primer?
Še en F-111-17 je bil tako poškodovan, da so ga morali zavreči. Torej, vojna deluje na en način, poligon pa na drugega. Teorijo in prakso bomo morda spoznali šele čez nekaj časa. Ta zgodba nas opominja, da lovec 5. generacije, stealth, ni imun. Ni imun na sestrelitev, poškodbe, ničesar. Na napako, na okvaro. Slej ko prej se je moralo zgoditi, da je bil F-35 sestreljen ob takšni stopnji operativnosti, s temi emisijami, je lahko šlo tudi za napako v načrtovanju. Mislili so, da je območje čisto, poslali so ga na nizki višini, obstaja 1000 možnosti. Biti neviden je kot da si na motorju nadeneš čelado, zaščititi glavo, ne pa tudi preostalega telesa. To ni neuničljiv oklep. In tega se je treba zavedati. Tehnologije ne smemo poveličevati, niti tiste 5. generacije. Ne. Tukaj je šema das sistema. Jaz bom povedal samo to. Moramo biti realisti. To se lahko zgodi. Ampak mimogrede si dovolim, ne da bi vedel, koliko izhodov opravijo, morda posebej na višinah z večjim tveganjem. Lahko bi bila celo uspešna uporaba F-35 v tem konfliktu. Se pravi, mi ne vemo, ali opravljajo stotine in stotine izhodov na višinah, kjer so dejansko izpostavljeni tem infradečnim sistemom. Poškodba je morda lahko celo uspeh, ali pa obratno, če je bilo izhodov malo in dejansko v nekaj izhodih. Izkazalo se je, da vsaj ta sistem za opozarjanje na prihajajoče rakete ne deluje pravilno. V tem primeru to morda ni uspeh, vendar hočem reči, da ni nujno. Tudi jaz se strinjam, ni nujno. Smo pred katastrofo F-35? Ne, absolutno ne. Tudi zato, ker poškodba letala pravzaprav nas vse vodi k razmišljanju, da je v tem konfliktu veliko poletov. Dodam samo, da je eden od razlogov, zakaj je morda opozorilni sistem ni deloval, prav ta. Popravi me, če se motim, Leonardo. To omogoča optimalno uporabo toplotnih vab in začetek izogibalnih manevrov. Raketa mora biti pravočasno zaznana, tukaj gre za raketo, izstreljeno, ko je bilo letalo na srednji ali nizki višini. Zdaj pa ni ravno razumljivo. Skratka, te izstrelki, kolikor mi je znano, dosežejo največ 5 km višine, nekaj takega, tako da je že od izstrelitve časa zelo malo. Lahko bi šlo tudi za primer, ko sistem preprosto ni bil nastavljen na točno ta tip izstrelka, saj gre vseeno za domače iranske orožje, ki je bilo uporabljeno. Mislim, da do zdaj ni bilo nič ali skoraj nič, razen sestrelitve tistih dronov. In morda nimajo ravno tistih toplotnih značilnosti ob izstrelitvi, kot so jih pričakovali, ki jih imajo morda drugi, bolj znani ruski izstrelki in tako naprej in tako naprej. To je lahko primer, ko se iz okvare naučijo in popravijo programsko opremo. Dovolite mi izraz, da izboljšajo prihodnjo učinkovitost. Torej tudi to ne pomeni nujno, da je sistem, ki ne deluje v vsakem primeru. Ne, popolnoma prav imate. In morda je to isti problem, kot so ga imeli Indijci, glede kitajskih PL-15, ki so jih uporabljali Pakistanci. Niso zaznali njegovih infrardečih in radarskih podpisov. Sodobne vojne ni bilo. Če letiš nizko, ga lahko prepoznaš, a če prileti v 20 sekundah. Dovolj. Pogrejmo še drugo točko. Daniele Trump je prosil za pomoč Američanov, potem je rekel, da je noče, potem, da je ne potrebuje, potem, da vse naredijo sami, potem, da ne pridejo. In podobno za Evropejce. Evropa noče biti upletena. In videli smo Trumpa, kako je izrekel grožnje. Z vidika plina nas ne želijo omejevati, bomo videli, če jim bo všeč, če jim vzamemo plin. In ne vem, ali je za njim ta sprememba smeri številnih ladij, ki so bile namenjene v Evropo, pa so šle proti azijskim trgom na drugi strani. Tako bomo vključili tudi Eduardo in Lanzaro, saj niso uspeli dobro zaščititi svojih baz v različnih državah zaliva, ki se sprašujejo, ali jim baze zagotavljajo varnost ali prinašajo težave.
saj so izhodišče za ameriške napade, kar jih bolj upleta kot ščiti. Menim, da si Evropejci zastavljajo isto vprašanje. Na srečo Iranci nimajo velike sposobnosti udariti po Evropi. Vendar pa nasplošno opažamo, da so Američani vedno bolj odvisni od teh baz. Ne vem, če se kateri politik zaveda, da Trump grozi z izstopom iz NATO brez senata in da smo izkoriščevalci. Na koncu se vse vrti okoli tega. On potrebuje baze. Na to so ga opozorili. Naprimer, nemški kancler Merz mu je pred kratkim rekel: lahko nas žališ, nam groziš, nas izsiljuješ, si nas želiš, ker je to odnos, ki ima skoraj shizoidno držo. Zdi se, da je to recimo nekaj banalnega. To ni vedenje, ki bi ga pričakovali od predsednika Združenih držav Amerike. Res ne. Zgodovina Združene države Amerike je polna predsednikov, ki so delali napake, kar pogosto omenijo tudi ameriški podcasti. Tudi danes zjutraj so govorili o primerjavi med Trumpom in Bushom mlajšim. Dneve je hodil v parlament in poskušal prepričati, preden je napadel Irak. Glede na izid bi bilo bolje, če nikogar ne bi prepričal. Zdaj se problem zapleta v situacijo, ki je že 15 mesecev zelo resna za Evropejce. V smislu, da on že 40 let dosledno govori te stvari o Evropejcih, da so izdajalci kruha. Siti smo vas, ne potrebujemo vas. Evropejci bodo potrebovali nekatere od vaših gostov. Jaz sem o tem govoril, to ni skrivnost. Naprimer z generalom Camporinjem, ki ga zelo cenim. On mi je rekel, Evropa bo pred pridobitvijo avtonomije potrebovala vsaj 5 let. Zato vzemi 5 let kot obdobje, verjetno pa bo trajalo še veliko več kot 5 let. Trump ve, da nas lahko klofuta in mi to sprejmemo. Mi vemo, da nam jih on daje. In dokler se ne bomo sposobni braniti sami, bomo morali to prenašati vsak dan, 2-krat ali 3-krat na dan. Prej ste govorili o Diegu Garciji. Rad bi vas spomnil na nekaj, kar se mi zdi, da je v italijanskih medijih popolnoma ušlo. Poglejte, pred enim letom so morali Angleži, ki že leta morajo zapustiti Diego Garcija po ukazu Združenih narodov. To smo povedali že na začetku, oni pa so se temu upirali in ne dovolili uporabe. Vsaj leto in pol leto, odkar je Rubio dal dovoljenje, ameriško zunanje ministrstvo je dalo dovoljenje v Londonu za kompromisni dogovor o najemu za 99 let z Diego Garcia, ki se vrača Mauritiusu. Ti nekaj rečeš, ampak postavi se v kožo tistih, ki so vodili pogajanja v Londonu. Torej si se z Američani dogovoril za rešitev, ki ohranja videz, da se suverenost vrača Mauritiusu. Ampak v resnici te verjetno nihče ne bo odstranil v 99 letih, potem pa pride ta in ti reče, da si bedak, ker si sklenil tak dogovor. Potem pride Španec in reče, moraš mi dati baze v Španiji, ta pa mu odgovori, ne dam ti jih, ker greš v vojno. In NATO je obrambna organizacija. V teh bazah ne moreš delovati. Trump je odgovoril, tisti dan mu je rekel, da bo prišel v Španijo in kljub temu uporabo španske baze. Torej, imaš vrsto politikov, ki so jih poniževali, lepo obravnavali, žalili in tako naprej, ki so v resnici v enem velikem kotlu. Rekel bi Evropa, imenovana Evropska unija, samo na nekaterih področjih, pri protimonopolni politiki, pri mednarodni trgovini, ne pa pri obrambi, ne pri zunanji politiki. Dajem primer, morda se zdi banalen, ampak tako se bomo takoj razumeli.
To je kot da bi v italijanskih regijah zadostovalo, da bi recimo Basilicata ali dolina Aoste rekla ne. Italijanska vlada. Glede zunanje politike se ne strinjamo in ti ne ukrepaš, oziroma ne ukrepaš. Evropska unija je resnično odvisna od katerekoli od 27 držav. Primer Madžarske je izjemen glede pomoči Ukrajini, saj je Madžarska na koncu decembra pomoč sprejela tako, da ni sodelovala in ni prevzela tveganj. In ker bojo volitve 12. aprila, Orban pa si želi in poskuša, da ga po 16 letih ne bi poslali domov. Zaradi atentata. Če bi ga to okrepilo... Tukaj imaš vseeno 27 subjektov, ki imajo suverene pristojnosti. Naj vam dam še en primer. Macron je ponudil. Oddaljujemo se od teme, želim zaključiti v 2 urah, zato končajmo z lekcijami. Absolutno Evropi. Dam še zadnji primer. Macron je nekaterim državam, naprimer Poljski, ponudil jedrsko zaščito, dokler bo Francija zahtevala sedež v Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov. In ga ne prepusti Evropski uniji, saj to pomeni, da Francija sama nima namena imeti prave unije. Hitro menimo Libanon, kjer je v tem kaosu veliko napadov in protinapadov. Spomnimo se, da so tokrat ukazali evakuacijo vse do reke Litani, mislim, da celotno območje. Da si predstavljate, prosim, torej obstaja. Ta vojna, o kateri se malo govori, je v senci drugih. Allora, kdor je pred 2 tednoma spremljal Parabellum, se spomni, da smo takoj rekli, da sta 2 strategiji, ena ameriška in ena izraelska. Ameriška strategija se je, po mojem mnenju, zapletla v iskanje kompromisa, Trump pa ga resnično potrebuje. Nisem prepričan, da Iranci to potrebujejo, Netanjahu ima račun za poravnati. Astro iz Gaze, 47 leti režima Ajatollaha, katerih prvi cilj je uničenje države Izrael in Hezbollah. V Libanonu, ki je zdaj precej bolj krhek kot prej, a prav zato postane fantastičen plen na jugu Libanona, ker se mora Iran ukvarjati s svojimi lastnimi težavami. Hamas je v objektivno težkem položaju, Hezbollah je bil močno prizadet, neodločilno, a pomembno. Sirija jim je zaprla mejo prejšnji teden. A glavno vprašanje je, da so znotraj libanonskega političnega sveta celo nekateri šiiti rekli, zdaj je dovolj Hezbollaha. Mi potrebujemo, mi želimo, mi ljudje, ne glede na to, ali smo šiiti, suniti ali kristjani, želimo razmišljati o prihodnosti kot Libanonci. Torej, na eni strani je Hezbollah v velikih težavah, na drugi strani pa je to za Netanjahuja posel njegovega življenja. Torej, on vstopa v zgodovinske knjige. Po njegovem mnenju bo izpraznil jug Libanona, če mu to uspe. Ste danes zjutraj videli, razstrelili so 5 mostov na reki Litani, ki si jo kazal. Zakaj razstreliti 5 mostov? Da najprej ljudi premakneš severno od reke Litani in na to uničiš mostove. Takrat je beguncem težko vrniti se z severa na jug. Tudi zato, ker tja sploh ne gredo. Pred nekaj dnevi so praktično zadeli glavni štab obveščevalne službe, poveljniški center. Poglejte, s kakšnimi metodami, tudi če napadaš vojaški cilj. V okoli so tudi civilne hiše in to je pravzaprav rušenje. Popolnoma. Torej, to je operacija, ki je podobna tisti iz leta 1982, Mir v Galileji. To je operacija, pri kateri, po mojem mnenju, Izrael, pozor, javno mnenje v državi je skoraj emotno glede te operacije, kot pravi Izrael. Dragi Libanonci, vi že 20 let, libanonska vlada bi morali vreči ven Hezbollah.
da Libanonci niste imeli poguma, moči ali sredstev za to. Zdaj imamo priložnost, ker je Izrael trenutno vseeno izoliran. To je vseeno javno mnenje, ki se mora znajti. Samo povemo tako, tudi v Združenih državah ne podcenjujte razkola, ki se dogaja. Tudi kritike do Izraela v Združenih državah Amerike je zelo močna. In da jih vržejo ven. Popoldne ste videli, bil je en minister, mislim, da je bil Kac, ki je skoraj že rekel, da jih bomo vrgli na sever od Itanov. Ta ostanek bomo obdržali. Torej, ni tako, da jih pošljemo, Hezbollah odide, na to pa se vrnejo. Ako smo tukaj, je skušnjava velika. Potem imaš strašno fronto, ki je Zahodni breg. Na Zahodnem bregu se dogajajo vojni zločini. Civilisti vseh vrst proti Palestincem. Zločini, temu se reče zločini. To pravijo tudi nekateri v izraelski javnosti, ker o tem ni soglasja. Medtem ko obstaja soglasje glede vstopa v Libanon, pa ni nikakršnega soglasja glede tega, da bi Zahodni breg obravnavali kot nekakšno družbeno klavnico. Torej, vsa ta kombinacija, po mojem mnenju, glede na to, da ga poznam, sem ga tudi osebno spoznal. 2 uri sem bil sam z Netanjahujem, ko je bil veleposlanik Izraela. Na nacionalni ravni je osebnost, ki je ne gre podcenjevati, po mojem mnenju, je to zanj priložnost njegovega življenja. Po mojem mnenju ga ne zanima, kako se bo končal Iran kot režim, ampak ga zanima, da lahko reče, v redu, zadal sem močan udarec v Gazi. Naredil sem vtis, ki je izdal načelo, da je bil on vedno človek, ki je zagotavljal varnost Izraela, tudi če je moral za to plačati ceno. Najbolj reakcionarna desnica, ki krši ustavo. Vsake toliko časa poskušam zaključiti zadevo, tukaj pa poskuša. Imam občutek, da se bo tudi ta zgodba še dolgo vlekla, ni premora, ni rešitve. Prav zato je libanonska družba, tudi del šiitske skupnosti, popolnoma obupala. Opozarjam vas, da je libanonska vlada danes zjutraj izgnala iranskega veleposlanika ter desetine iranskih uradnikov in obveščevalnih agentov v Libanonu. Torej, v Libanonu obstaja politična volja, da se znebijo ne samo Hezbollaha, ampak tudi Irancev, vendar pa ni politične moči. Njihova alternativa je nova državljanska vojna. In medtem ko tvegajo, da bi imeli novo vojno, tvegajo tudi, da bi Netanjahuju predali rešitev problema, ki ga sami ne morejo nasloviti, kaj šele rešiti. V redu, torej, gospodje, vrnili se bomo čez nekaj dni, da vas obvestimo o vojni v Ukrajini, verjetno 27. Mimogrede, med tem kaosom so Ukrajinci napadli ruski sistem v Baltskem morju, ki je pretakal več kot 1 milijon sodov. Tudi to še povečuje krizo. Se poskušajo seveda zmanjšati dobičke, ki jih lahko Rusi iztržijo iz te krize glede na povišanje cen. Zahvaljujem se vsem našim gostom, Leonardu Lanzari, Eduardu Fontani, Danielu Moru in se vidimo 27. če ne bo kakšnega zapleta. Lahko noč. Pozdrav vsem.